To so novice dneva. Minister Bešič Loredan po smrti 74-letnika, ki se je sam peljal po pomoč v velenjski zdravstveni dom, pričakuje notranji izredni nadzor. Direktor zdravstvenega doma zatrjuje, da je ekipa delovala po predpisih. Po tragičnem dogodku v zdravstvenem domu v Velenje minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zahteva izredni nadzor, vodstvo zdravstvenega doma pa trdi, da obravnava pacienta, ki je umrl na poti v zdravstveni dom, ustrezna. 74-letnik je zaradi hudih bolečin ponoči dvakrat poklical dežurno službo zdravstvenega doma Velenje, vendar so mu dvakrat dejali, da nimajo na voljo reševalnega vozila, zato se je moral po pomoč odpeljati sam. Minister je svojcem izrekel sožalje in se jim opravičil. Po njegovih besedah sta bila oba rešilca na voljo, a ju niso aktivirali. Dodal je, da je treba najprej razjasniti, ali gre za sistemsko anomalijo, lokalno posebnost ali strokovno napako, ki bi jo lahko na sistemski ravni preprečili. Pacient v nobenem trenutku, ne z dokumentacijo, ne z besedo o čemerkoli v drugem stanju, kot v stanju, ki mu je povzročalo bolečino, ni informiral zdravstvenih delavcev. Ekipa je postopala popolnoma v skladu s pravilnikom in naključje, ki pa je v medicini vedno mogoče, je pač povzročilo neprijeten dogodek, zato nam je zelo žal. Vendar vsi podatki, ki jih imamo na razpolago, govorijo, da so v zdravstvenem domu Velenje 7 zaposlenih, ki je bilo tisti trenutek v službi, z 2 voziloma postopali popolnoma pravilno. Preden bomo kakorkoli rekli, ali so zaposleni ali kdorkoli postopali tako, kot je prav, bomo zahtevali od zdravstvenega doma, da opravi izredni strokovni nadzor. Zahtevali bomo, da se nam jasno predstavi, kaj je bilo v dežurni ambulanti narejeno. Vsak zdravnik ve, da nekaj ni v redu, ko te pacient pokliče drugič po obravnavi v pol ure, pravi Loredan, ki hkrati dodaja, da ne želi ničesar prejudicirati. Primer po njegovem potrjuje, da sistem nujne medicinske pomoči ni ustrezen, ne sledi razvoju stroke, se ne prilagaja potrebam prebivalstva in predstavlja vedno večje tveganja. Priprava prenove nujne pomoči že poteka, dokument naj bi bil končan prihodnji teden. Ko bodo vsi izvajalci nujne medicinske pomoči vključeni v enotni dispečerski sistem zdravstva, kjer bodo matrice odgovorov na klic nujne medicinske pomoči popolnoma jasne, do česa takega ne bo prihajalo več. Minister se je danes odzval tudi na napovedano